Ne vem pa, koliko je star video spot od Patrika Prelca. Živijo, lepo pozdravljen. Živijo, Ever, lepo pozdrav. Kako si kaj? Super, evo, moram reči, najprej bi preveril te kokice, če so sveže. Prosim, končno je, nej, končno. Naš režiser se tako truta, veš, da jih speče, pa vse, in pol noben noče jesti. Vsi gledalci, ki vas zanima, so sveže. Še tople so, dejansko. No, dejansko, ja. Evo, narejene pred pol ure, kdaj smo začeli? Popcorn, ne. Vse zato mora biti. Prvič si tukaj, Ja. tako da lepo pozdravljen. Evo, lepo, da si našel pot tudi do Velenja, do VTV-ja, Ja, do našega studija. Kako dolgo že postvarjaš? Ma jaz delam tako, prej sem delal skupino Jastrbi, tako rečemo lahko 5 let. Tam sem se tudi nekako najdel kot avtor. In potem sem začel delati pa bolj v rock stilu, ki mi to bolj nekako paše. Zdaj trenutno pa ustvarjam kot neko solo kariero, imam tudi svoj band, delam rock komade in se mi zdi tudi tako neka najbolj v redi zadeva. No. Aha, ok. Glede na to, da govoriš kot moji kolegi iz Vitefeld, ne bi rekel, da si tam nekje, no? Z Kraškega roba, Kamor je mogoče Pršut. tam nekje, tam, kjer je Pršut, tam v okolici, kaj bi rekel, na glas Sežana, Lokev, pri Sežanu, tako tam, je. ko dela najboljš Pršut. Dejansko, točno zadnjo vas. Ne, ja, drugače sem z Lokve pri Sežani, ja. Aha. Ja, lej, center Krasa, zdaj center Krasa po moje so bolj Dutovlje, no? Tam so oni vinograde in tako, Ja. pri nas imamo bolj Pršut, pa malo manj vinogradov. Moramo pa zmer sodelovati, zato tudi pride praznik Točno to, terana tako. in pršuta, ne, da se združimo vsi Krašnici skupaj enkrat na Kaj leto. bo Pršut brez terana in kaj bo teran brez veze. Pršuta? Ne? Ja, kruha pa Pa ne še rabi. mora pa sir nekje biti, ne? Ti Ja, še pa mora kruh. nekod priti, ja. Ti so malenkosti. V redu. Drugač, si rekel, že prej si bil pri eni zasedbi, pa si nekako rekel, kaj, grem svojo pot, rajš si malo bolj solo zadevo. Tako, veš kaj, se mi zdi, da človek se mogoče tudi malo, mislim, v navednicah naveliča. Mi smo tako preigravali res celo noči in je bilo to zelo naporno. 6 ur igraš od 8 zvečer do 3 zjutraj. Pač to je zelo naporno za človeka. Je kar, ja. Mislim, Pa da to ponavljaš nedogled, ne? Ja, pa tudi pol je to tudi, ne vem, pride v petek en špil, mi smo imeli recimo v Radencah v petek, v soboto pa v Bovcu, na primer, ne. Pa čez celo Slovenijo greš, priješ domov, 5 ur spiš, pa štarteš dalje, ne. Prije to zelo naporno in sem se odločil tudi mogoče zaradi tega, da začnem ustvarjati v rock stilu, ker rock stil je pa malo drugačen, ne. Tle imaš pa, ne vem, 90 minut, tistih 20 minut daš res power, maksimalno, kar je, in folk je zadovoljen in žura in mislim, da je to topno. Tako. Ok, super. Bomo slišali zdaj zadnjo singlico, Hladna kot ocean, izdana, kaj, 1-2 tedna nazaj, kaj tazga? Ja, nek tazga, ja. Mislim, jaz ta komad v bistvu bil napisan že pol leta nazaj. Ja. Jaz sem ga hotel dati med poletjem ven, pa so mi razni uredniki od oddaj rekli, da ne priporočajo. Prvič iz naslova Hladna kot ocean ne moreš sredi avgusta dati ven, ne. Okay. So vsi malo čudno gledali. Dobro, saj, čeprav ocean je hladen tudi avgusta, ne? Je odvisno kje. Atlantski, pacifiški, Je. vse je hladno. Sam ljudje so na morju, se kopajo, ne, pa rečejo Hladno kot ocean, zdaj. Tudi... Ja, mogoče bi mogel dati na drugačen naslov, ne, to je problem. Lahko bi dal naslov Hladna kot špricer. Ja, to bi lahko dal, ja. Hladna kot špricer bi bil tudi pol drugi kontekst, verjetno, ne. Ja, ne vem, sam. Ma ne, tudi veš kaj, zaradi tega med recimo junijem in septembrom ne dela nobena oddaja. In ti, če daš med tem časom komad ven, ne, vsaj iz mojih izkušenj je zelo slabo se prime. Zato so tudi se odločili, da dam pol po tem obdobju, ko začnejo pač zadeve laufati. Ja, ko se enkrat šola začne, pa ja. Vsi začnemo nekaj delati. Tako. Ja. Ja, noč, Patrik, dajmo slišati, no, Hladno kot ocean. No, dajmo. Dajmo pogledati spot. Ne vem, kaj imaš rada, kakšna tvoja je navada. Ti si kot moja grda razvlada. Kot bi noč v dan potopila, s tabo se nocoj je zgodila, a včasih bila si le moja pravljica.
Želela si leteti visoko, želela si do neba. V oči pogledam te globoko, v oči pogledam ti iz srca, hladna kot ocean, edina želja mojih sanj, naj s tabo se začne najlepši dan. Hlado kot morja, hladna pršica, ti si kot polnočna svetnica, a včasih bila si le moja pravljica. Ocean je poplavil ta svet, nimam več moči za letet, hočem in želim le s tabo živeti. Želela si leteti visoko, želela si do neba. V oči pogledam te globoko, v oči pogledam ti iz srca, hladna kot ocean, edina želja mojih sanj, naj s tabo se začne najlepši dan. Če bi le za te ustvaril nebo, ne bi mi verjela, da z mano bi šlo. Želela si leteti visoko, v oči pogledam te globoko, hladna kot ocean, edina želja mojih sanj, naj s tabo se začne najlepši dan. Takole, hladna kot ocean. Ja, evo, si moram dati očala gor, da ne bojo rekli, da nisem jaz na Ne, sej, Mislim, sej se vidi, lej, ker Se vidi. vemo, da si, Dobro, da si iz Krasa, ali kaj je tam, Kras, ne? Kras. Ja. In tam je burja, a ne? Burja, In pa vidimo tvojo čupo. to je pa... Vsa burjasta, lej. Mrzno mi reče, da in tako, da vemo, brez skrbi, da si to ti. Veš kaj, mrzno mi reče, da imam frizuro, kot da bi šel v Rikvrc skozi Brin. To še nisem slišal. ne, vse čisto rejo, čisti paše. Imič, lej. Ampak, Vsak ima svoje, ne? Ne, super, Ne, lej. moraš imeti malo Dokler še drugače. imaš izkorist. To je res, ja. Uči od starejših prijateljev. Ja. Patrik, drugače, kot si že prej omenil, avtor vseh besedil, vse glasbe, pišeš ti, ne? Tako, ja. V bistvu jaz izhajam nekako, izviram iz samega sebe, kar se tiče teksta, glasbe, vsega, no. Svoje zgodbe pišem, tisto, kar se mi v življenju To sem dogaja. mislil vprašati, Ja. svoje zgodbe. Kdaj najlažje pišeš? A je kak trenutek dneva, ko ti pa pero kar samo začne pisati? Zdaj ne vem, če še pišete na pero, verjetno. Ne, zdaj pišemo na telefon. Na telefonu, vsaj jaz, no. ali pa saj zapoješ. Veš, to je tako, če si boš rekel, zdaj pa moram napisati komad, ga ne boš napisal. Ni šans, ne. To je res, To ja. pride, to začutiš, ne vem, včasih tudi po 2 meseca nič. Pa kar naenkrat ti klikne nekaj, pa napišeš, lahko tudi v enem tednu 10 komadov, ne. Pa eden od tistih 10 je kolikor toliko se ti zdi boljši od ostalih, pa Ja. ne, tako nekako, vsak ima svoj ta ustvarjalni proces, ne. In do zdaj so ti uspeli 3 takšni, da si jih posnel, ne? Da si rekel, Ja. tole bom pa posnel, tako spot kot komad. Da, To je tako, jaz, če bi imel zdaj budžet za 100 komadov, bi jih 100 komadov v enem letu bi bilo že dovolj? z lahkoto, ne, sej, sam ne bi bilo vse dobro, pač, ne, tako je. Bilo bi pa posneto, a ne? Sej, človek ne ve, kaj je dobro, pač, dokler ti ne daš ven, ne veš, kaj je sploh dobro, ne. Ja, Za marsikoga se zdi dobro nekaj, kar se meni ne zdi dobro, ne.
Pa daš ven, pa malo po feelingu, malo po ljudeh, pa da reče, evo, ta se mi zdi pa boljš kot uni prej, ne? Pa ta je zdaj pa se mi zdi boljš kot uni. Različna mnenja moraš poštevati. Ne? Okay. Eni so bolj rockerji, eni niso, eni so bolj za soft komade, pa dobiš neko srednjo točko. Ne? Recimo dajmo reči Hladna kot ocean. Si vprašal pa, ne vem, bližnje, prijatelje, kako se jim zdi, ali si vsem zaupal svojemu občutku? Ne, mislim, jaz ponovadi tako naredim komad, ko imam neko prvo to varianto, demo, zmer predvajam kolegom in tako. In tako da ja, ne, pač to ti največ pove ta feedback, pa reče, ja, to pa tle manjka še nekaj, ali pa to, kakšna taka mnenja uporabna, je zelo fajn čuti, ne. Ja, seveda, če so konstruktivne kritike ali pa karkoli, ali pa kakršnokoli mnenje je fino, da malo vidiš, da dobiš ta feedback, ne. Da mi povej, koncerti, nastopi, verjetno je kar težko takole zdaj za mlajšo generacijo najti neke... No ja, zahtevno je, zmeri bolj, ogromno koncertov, že tako placu ni več ogromno. Ma dobro, zmer se dobi, ne, mislim, zdaj jaz tudi imam, se kar vrstijo koncerti, sploh pa tle na Štajerskem so me začeli zdaj zmeri bolj vabiti. Okay. Tudi recimo za decembra imam polenih teh prižig lučk in take, ne. Ja, lej, mi se trudimo, da naredimo, da je zmeri naš špil nekaj posebnega, da naredimo šov, da si folk zapomni, da je bilo nekaj ekstra, ne. Ker zdaj ljudje smo ratali zelo zahtevni, ne samo glede muzike, glede hrane, glede vsega. Če gledaš tudi pica, ne, 10 let nazaj je bila pica, zdaj mora biti napolitanska pica z drožmi, točno debel rob, zrak noter in tako naprej. Vzhajati morate 100, ne vem, 48 ur, kaj že. Stejki recimo, isto, hamburger, medium rare, tretje, ne vem kakšno meso, 100% govedina. Sam zdaj gre vse višino, si opazil pri burgerju. Ja, kam, jaz ne vem kam. Pa ti da pa vilco pa nož zraven. Ne, no. Ja, to je brez za slikati, veš za Instagram. Ja, to je, ja. Drugače imam pa jaz še vedno rad tiste pravite star burger. Ja. Ja. Pa dober pršut, to pa vedno. Ja, pršut pa, to se ne spreminja, ne. To se pa ne spreminja, ne? Ne, to se ne spreminja. To je pa lepo fino narezan. Sam mora biti pa lepo narezan, ja. To pa, tisti, ki reže, mora biti maček, ne. Ni to, kar... Zdaj, če si tam iz teh koncev, to vam že kar v osnovni šoli naučijo vas, kako se reže pršut ali ne? Ponovadi je tako, eden zmeri v klapi, ki zna rezati pršut. In na tistega se vsi obračamo. Pa on je ponovadi najbolj lačen. Ker nič ne poje. Sam reže. Sam reže, pa zreže cel pršut, pa ti si še zmeri lačen. Ja, kaj čem, ne. A boš Čevapčič? Ja, pa mu daj pa bučke ali nekaj. Recimo, eno prilogo. Preden se posloviva, daj mi še, Patrik, povej Nine Place, to bomo še zavrteli zdaj. Ja, to je moj prejšnji komad, kdaj sem ga izdal, mislim, da je bil marca, če se ne motim, april, marc. Snemali smo ga tle v Ljubljani, v parku Tivoli. Zgodila se tudi taka zanimiva prigoda, no, iz snemanja. Jaz sem prišel pač na set, rezerviral sem 3 parkinge, tako, po kavbojsko rezerviral sem dal tam neke kovčke, varianta na parkinge, tam v Tivolija in pride... sem dal pač enega zame, enega za snemalno ekipo, enega za igralko. Pa pride igralka in pol še en parking je bil rezerviran. Pa pride en Audi, pa gleda in mi reče, gospod v Audi, ja, ne morate tukaj rezervirati. Ne. Sem rekel, dobro, zdaj 10 sekund, evo, zdaj bo prišel tle, me je že klical, ne, so na poti snemalna ekipa in to. Ja, glejte, ne bova se prerekala in to. In pol sem jaz pogledal v avto in sem videl, da je to gospod Jankovič, ne. Aha. Pa sem rekel, evo, gospod župan, ne. Izvolite, ne, vse je vaše, ne. Tako da smo se zmenili, ni panike, je celo nam še pol počasno parkirnino, no. Res? Ja, tako da zanimivo. A je bil spotov tudi noter, ga niste vključili? Nismo ga vključili, ne. Ja, ker pa bi se pa kregali, ne, se pa kregali, ja, pa je ona druga politična stranka, ne, krilo, ono. Brez veze, mogoče res boljše, ja, ampak bi bilo pa zanimivo, ja, šerifa videti. Pa pogledati, ja, ko snemamo in to. Najlepši park v mestu, najlepše mesto v Sloveniji, blablabla, veš. Ja, ne. Ja, je pravi politik, ja. Zna. Dobar, lej. Glavno, ni vas toliko moto, da ne je posneli, ker ste ga na koncu posneli. Posneli smo, ja, tudi zelo lep spot je rado. Dajte si pogledati tudi na YouTubeu, seveda. Ne. Igralka oziroma plesavka Stella Fon je nastopala v spotu Nine Place, v to novem Hladna kot ocean, Miss Anja Šlibar. Tako da... Kaka Miss pa je bila ta? Miss Slovenije? Miss Rt, ali kako je že? Rt. Miss Rt. Kaj pa je Rt? Ja, Rt. To, Rt. Miss
mis Zemlje. Ne, kako se Zato misic je, jaz tudi ne vem več. Prej smo imeli mis Slovenije, pa Ja, mis, kaj je bilo na ja, Havajen jaz ne tropik, vem če več. se spomniš. Razlika je bila samo v tem, da so bile ene malo Univerz bolj je še. oblečene, druge so bile malo manj oblečene in to je bilo to. Zdaj pa tu trenirajo Dobro, tudi pa ne, je zdaj kaj, že Univerz, ja, ne, imaš tudi, mislim, da triatlon tečejo, ne vem kaj so tam. Ni samo, ni samo, da so lepe misice, zdaj morajo še neki znati, še neki Ja. šport, Ja. neko veščino, tako da Ja. je kar zahtevno. Tudi to Ja, v starih časih vem, da je vsaka druga rekla, da bi šla, ne vem, nekam v Vietnam deaktivirati mine, ne? Ja, Zdaj dejansko mora se naučiti, to mora znati. Ne? To To ni tako mora znati, ker bo šla dejansko deaktivirati mine. Tako ker- da, lej, ne se zafrkavati. To je. Kar, Božda ne. Ja, skratka, Božda ne zmaga. Čisto v redu. Simpatična deklica tale misica, no, Ja, zdaj bomo Anja, pa ja. videli še... zdaj bomo videli še Nine ples in Plesalko. Stelo Fon. Ok. Tudi ima mal ples, z vrtnico pleše drugače. Z vrtnico? Ja. Okay. Jaz tudi zdaj imam to foro na špilu, da vrtnice podelim puncem. Veš, O, ti sem Jan zelo Plestenjak, zadovoljen. lega. Kdo je to? A ja. Tebi govorim, zdaj prevzel njegovo mesto, ha? Boš tam Ne, ne. vrtnice talo, lej, dej. Ne, nismo mi taki. Druga vrsta, To se vrtnice, drugi prva odločijo, vrsta, to pa se drugi kaj? odločijo, ne? Ja. A, dobro je, lej, znaš, kako Ne, da, ne. to je to. Patrik Prelec je bil z nami, ko bo kaj novega, upam, da se zopet vidimo, slišimo, rečemo kakšno. Dva, Igor, se te skozi vidimo, včeraj smo se videli Res, na radiju, povsod, da smo saj. tukaj, tako da... Kaj bo kaj jutra, ne? Ja, kje smo jutri? Ja. Te že večkrat vidim, ko pa imajo. Ne vem več, kaj je to. Neč, lepo se mej, uživaj. Slišimo še Nine ples. Tako, hvala To je lepa to. za povabilo, hvala vsem poslušalcem, uživajte v pogledu. To je to, dajmo pogledati. Zgodaj zate ponoril, ko sem vate se zaljubil. Čas in prostor sem si vzel, le da tebe ne bi zgubil. Vse, kar imel, sem tebi dal, svet na dlani sem ti nudil. Nisem vedel, če je prav, ko sem prvič te poljubil. Listi padajo z nebes, hvala, ker nocoj si moja. Ta čaroben Nine ples, vso noč s tabo, noč je tvoja. Listi padajo z nebes, naj zaplešiva še malo. Ta čaroben Nine ples, nekaj ga je še ostalo. Celo noč sem bil s teboj, celo noč objem ti nudil. Nisem vedel, da nocoj bom zavedno te izgubil. Listi padajo z nebes, hvala, ker nocoj si moja. Ta čaroben Nine ples, vso noč s tabo, noč je tvoja. Listi padajo z nebes, naj zaplešiva še malo. Ta čaroben Nine ples, nekaj ga je še ostalo. Listi padajo z nebes, hvala, ker nocoj si moja. Ta čaroben Nine ples, vso noč s tabo, noč je tvoja. Listi padajo z nebes, naj zaplešiva še malo. Ta čaroben Nine ples, nekaj ga je še ostalo. Ta čaroben Nine ples, nekaj ga je še ostalo.